Dober dan in prav lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci Gorenjske televizije. Danes se nahajamo tukajle v Kranju pred Prešernovim gledališčem ali tako rekoč pred Prešernovim spomenikom. In v moji najlepši prijetni družbi, ženski družbi, tako lahko rečem kot triperesna deteljica, pozdravljam gospo poslanko Matejo Udovč in pa gospo poslanko Mojco Žnidarič. Namreč, kakšno naključje je tega vsega? Ja, bomo kmalu izvedeli. Saj veste, boni so tisti, ki jih vsi radi izkoristimo marsikje. Nekateri na morju, nekateri v posameznih krajih in tokrat sta se gospe odločili ena drugi dodati tako veselje, da sta se odločili, da gre ena v Ormož, druga pa v Kranj. Ampak pobuda vsega tega pa je bila strani gospe Mateje Udovč, kaj ne? Vi ste bila tista poslanka oziroma vaš poklic je ta poklic, ki ste želela spraviti vašo kolegico še mal v naš konec Kranja, ker tudi Kranj je en tak čudovit kraj, mnogo znamenitosti in vem, da sta si nekaj že ogledali, nekaj si pa še bosta. Torej, predajam vam najprej, gospa Mateja, da mi poveste, kakšno je bilo to naključje, zakaj ste se odločili povabiti vašo kolegico v Kranj. Spoštovani gledalci Gorenjske televizije in lep pozdrav tudi v mojem imenu. Sama razmišljam, da je zmotno mišljenje nekaterih Kranjčanov, ki razmišljajo, da v mestu Kranj ni možno preživeti dopusta. To je vsekakor dokaz oziroma moja ideja, ki se mi je porajala v glavi, ko sem povabila svojo poslansko kolegico Mojco Žnidarič in jo nagovorila, da naj pride na dopust, na krajši dopust v Kranj, v mesto Kranj, ki je čudovito, lepo mesto, polno zgodovine, polno znamenitosti v samem mestu kot bližji in širši okolici. Sama menim, da imamo v Kranju nešteto možnosti izhodišč tako v Preddvor, v Jezersko, v Vrbo, v Kranjsko goro, na Bled, na Šobec, v Škofjo Loko, na Rupnikovo linijo in še bi lahko naštevala. Imamo veliko kolesarskih poti, imamo poti, peš poti po kanjonu Kokre in jaz verjamem, da se za čisto vsakega najde nekaj v Kranju, ki ga bi navdušilo in privabilo, da bi lahko svoj kratek dopust preživel v Kranju. Zato sem se odločila, da bom povabila svojo poslansko kolegico v Kranj, naj vsaj delček svojih bonov izkoristi pri nas in s tem pomaga multiplicirati turizem v Kranju in okolici. Mojca, veseli me, da si se odzvala povabilu in prosim, če lahko poveš, kakšni so bili tvoji občutki. Lep pozdrav vsem, Mateji pa še enkrat hvala, da me je povabila k vam v Kranj. Jaz vedno, ko nekaj obljubim, obljubo tudi držim, tako da sem seveda držala besedo in prišla za svojo družino, ne samo sama, ampak celotna družina v Kranj. Prispeli smo v sredo, tukaj preživljamo 3. dan. Tale naš dopust bo aktiven, ampak vedno imamo radi aktiven dopust. Prvi dan smo dejansko posvetili našemu dr. Francetu Prešernu in sicer smo si ogledali celoten Kranj, voden ogled Kranja je bil. Potem smo si podrobno pogledali tudi njegovo hišo, kjer je zadnja 3 leta deloval. Kasneje smo se pa odpravili tudi v Vrbo na Gorenjskem, torej si ogledati njegovo rojstno hišo. Po tistem smo bili prvi dan še na Šmarjetni gori. Drugi dan smo pa imeli dejansko planinski izlet, ker je vaša poslanka Mateja Udovč je tudi planinska vodnica. Tako da včeraj nas je zapeljala na Prevalj, kjer smo jedli res najboljše štruklje in pa tudi žgance z kislim mlekom. Obiskov je bilo zelo veliko. Bili smo tudi na Brezju. Probali smo seveda tudi vaše lokalne specialitete, kranjski trio, se pravi vašo kranjsko klobaso, štruklje in pa pivo. Danes zjutraj smo si privoščili kavico na zelo lepi panorami tukaj nad Staro pošto. Današnjo dopoldne pa smo preživeli na Brdo, posestvo Brdo, kjer smo dobili
tisti električni golf voziček in naju je sin vozil potem posestvo, tudi s piknik košarico, tako da smo imeli piknik v narave. Bilo je čudovito. Vem, da sem še zagotovo nekaj pozabila. Mateja, se ti spomniš še, kje smo bili? Ja, jaz mislim, da si sigurno pozabila omeniti, da ste bili danes dopoldne v Kranjskih rovih. Točno, ja. Danes, ko je tako vroče, ne? Danes je idealen dan hoditi po Kranjskih rovih, ker se tako fajn ohladiš. Sedaj po tem intervjuju oziroma po tem prispevku pa gremo še na Jošta. Gospod poslanko, moramo vprašati, tukaj v hotelu Krajina domujete. Menda ste zelo zadovoljni, kar je to lepo slišati tukaj v Kranju. Povejte mi, je bilo 3 dni premalo? Je bilo? Ja. Lahko povem res, da je bilo 3 dni premalo, tako da mi se bomo še vrnili, medtem ko ena družina, ki tudi v tem hotelu Krajina biva, je pa že sedaj podaljšala ta dopust. Jaz imam vmes neke druge stvari planirane, tako da se vrnem. Res je premalo 3 dni raziskati to okolico Kranja, kajti res je Kranj tista ena točka, iz katere lahko v radiusu 20-30 km obiščeš ogromno znamenitosti. Imate jih tu, tako da res jaz vam želim tudi pomagati, promovirati ta vaš del in res vsi skupaj povabimo ljudi, da tukaj izkoristijo turistične bone. Ni prav, da se vsi gužvajo nekje na morju ali po drugih krajih. Zdaj je čas, da preživiš v miru, naravi in Kranj z okolico je zagotovo pravo izhodišče za to. Če že rečeva izhodišče iz Kranja, ne vem, ste bili že na Jezerskem? Ne, nismo bili. Imeli smo planirano, ampak včeraj smo imeli res ta daljši planinski izlet, tako da to nam še ostane. Pa še eno željo smo imeli, ki jo bomo izkoristili, ali jo bomo poleti ali po zimi, torej na Krvavec smo želeli še peljati se. Tako da imamo še načrtov še za naslednje 3 dni. Ja, torej ostanite še 3 dni, mi bomo zelo veseli, tudi vsi tisti ostali, ki bi vas pričakovali, ne? Sploh Jezersko vam povem, ker zelo dobro poznam situacijo, vidim vse tiste destinacije. Res morate obiskati, ker je tako čudovito, potem pa jo mahnete še na Češko kočo, ker vam ne bo žal, ker je res odlično. Morda pa velja še vprašanje za vse naše poslušalke in poslušalce, povabilo k vam, kako pa je pri vas, pa kako je pri vas lepo. No, kot ste rekli, jaz izhajam iz Ormoža, se pravi, pri nas razvijamo destinacijo Jeruzalem-Ormož. Veste, verjetno veste ali pa ne, torej, da so na območju Jeruzalema najboljše lege za vino, pridelavo vina. Tako da pri nas predvsem slovimo po najboljših vinih, zelo dobri kulinariki, prijaznih ljudeh, sprehajalnih poteh, kolesarskih poteh. Ogromno je vinskih kleti, manjših, večjih. Tudi zelo znana oljarna, bučnega olja je v središču ob Dravi, zelo lepo urejene lagune v Ormožu, torej naravni rezervat, tako da bom splanirala lep izlet tudi za Matejo, ko pride svojo družino k nam v Prlekijo, pa tudi vsi ostali lepo prisrčno vabljeni. Bi rekla, da ste prijetno utrujeni, pa res da prijetno od vseh strani tudi kot, kaj ne rečem v besedi, z vseh tistih koncev, kjer ste bili počaščeni verjetno, ne? Kajti tudi, kot ste rekli, sama hrana, sami ljudje, prijazno tukaj v Kranju vse povsod. Drži, ne? Ja, res, zelo drži. Ja, res sem prijetno utrujena in moram reči, da tista neka stara pravila, ko so včasih veljale za Gorenjce, jaz ne vem, vsaj pri nas so tako govorili, ne veljajo. Torej, vidim, da so tudi Gorenjci prav tako kot Prleki zelo prijazni, zelo gostoljubni, tudi porcije so velike, tako da, ne vem, lahko tisto stare prereke kar črtate. Je takole, dragi naši gledalci in gledalke, gospa Mateja Udovč, kaj bi še vi povedali za slovo naši televiziji, ko bomo več videli seveda tudi v prispevku? Kaj bi dodali? Ja, spoštovani gledalci, kot smo danes slišali, mogoče z drugačnimi očmi nekdo gleda na Kranj. Bi jaz prijazno pozvala vse gledalce, povabite svoje prijatelje, ki živite na drugem delu Slovenije, naj pridejo za 3 dni v Kranj in jim pokažite, da je Kranj lepo mesto, ki si ga je vredno ogledati. Hvala lepa, dami, gospa Mojca in gospa Mateja, za tale naš lep, kratek intervju in prispevek. Spoštovani vi, gledalke in gledalci, vse to si boste pa lahko ogledali na naši gorenjski televiziji. Srečno! Srečno!